Tako, znova lep pozdrav iz sonca obsijanih Domžal. Pred nami torej tekma 16. kroga. Radomljani in Rogaška se bodo pomerili. Črno-beli lovijo prve točke po zdaj že kar nekaj časa. V pokalu so sicer bili uspešni ob koncu oktobra. Tule zdaj vidite tudi pare tega kroga, o katerih sem govoril. Poskušali s podajo na rob kazenskega prostora. Mi smo sicer videli še ponovljen posnetek. Vsem levo bo v obrambi pomagal tudi Oliver Kregar, ko bo to potrebno. Zdaj pa strelo daleč, to je bilo nevarno. Korun manjka v obrambi in to bi lahko bilo nevarno. Gradišar, Pirtovšek in uspešno v bloku domači. Hanovič morda nekoliko prepozno v kazenski prostor. Šošić, ampak zdaj je Nuhanovič tu lahko pomagal Šošiću do obrambe Vodišek. Vsekakor se Rogaški pozna odsotnost Talisona, tule pa zdaj iz ozadja Gradišar, to je nevarno. Gradišar, krasna finta, Gradišar in gol! 45. minuta, kakšen protinapad Rogaške, ko se je zdelo, da imajo Radomljani pobudo, pa so potem pokleknili v zadnji minuti rednega dela prvega polčasa. Fantastično pa je odreagiral Nejc Gradišar, najprej iz ritma vrgel nasprotnika s preigravanjem, odlično delo nog in tudi odlično gibanje. Potem pa je še fantastično zaključil, neobranljivo za Luko Baša. Ni uspela podaja v napad, vse tako se je zdelo, no zdaj pa vendarle Kregar, ki ima priložnost in gol! Rogaška vodi z 2-0, 64. minuta, najprej se je zdelo, da ne bo nič z nevarnega protinapada, potem pa odlična reakcija in Kregar, tisti, ki se je podpisal pod gol, nemočen pa je bil Luka Baš. Nekaj prerekanja, ker je bil Nuhanovič preblizu žogi. Kregar na rob kazenskega prostora in 3-0! 68. minuta, projektil Roka Pirtovška za njegov prvenec v prvi ligi Telemach. No, povsem so odpovedali mlinarji. Luka Baš, nič kriv, nič dolžen, tretjič je klonil. Nuhanovič pa ohranja Radomlje v napadu. Še ena podaja pred gol, to je nevarno, vrata so prazna, kakšna obramba. Do žoge medtem Kukovec, ki je daleč od gola. Kukovec, Krolo se je ponujal, pa ni prišel do strela z glavo, še Nlandu. Nlandu lepo na desno stran, Hrvoj. Hrvoj in gol! Gol za 3-1, ampak mislim, da vse skupaj prepozno. Ne bo druge tekme za Rogaško brez sprejetega zadetka. Rantuša Lamprecht tokrat ni dobil skoka. Odlično, najprej Nlandu na desno, potem pa Hrvoj. Mislim, da celo avtogol, vse tako se zdi. Nekoliko prepozno so postali konkretnejši pri Radomljah. Prpič za Merdoviča. Nlandu. Merdovič, to je spet nevarno. Mimo gola po sicer obrambi, najprej Vodiška, fantastični obrambi, potem pa Krolo.
Oliver Bogatinov, verjetno težak poraz za sprejeti, glede na to vse, kar se je dogajalo v zadnjem obdobju okoli kluba, pozitivni rezultati, dobra energija. Kako bi vi na hitro v teh prvih trenutkih ocenili današnje dogajanje? Težko na hitro, ampak evo ena anekdota pred tekmo. Gostujoči trener Drobne je prišel do mene, ko bi bili zadovoljni, vi danes neodločenim. Se je rekel, ja, torej, daj roko, evo, sem dal roko in s tem pokazal, da to resnično mislim. Tekmo se je odvila tako, kot se je, končala tako, kot se je in mogoče te moje fante boljše poznam, kot si marsikdo misli, popolnoma zasluženo smo izgubili današnjo tekmo. Mislim pa, da je ta karakterni del predvsem manjkal. Kvaliteto imamo, ampak danes jo nismo demonstrirali. Pa je morda tekma oziroma poraz, ki je prekinil pozitiven niz, na nek način v navednicah prišel vsaj v pravem času, glede na to, da vseeno čaka odmor, da lahko konkretno analizirate vso dogajanje na današnji tekmi. Čeprav nikoli ni poraz boli, zelo težek poraz. Veliko nam je pomenila ta tekma. Veliko tudi je imela pomena za nadaljne delo. Vračamo se na začetek z tem današnjim porazom in mogoče kakšno nauk lekcijo smo dobili, nokautirani smo bili. Danes nismo zadeli, čeprav gostujoči Rogaška Štirka tudi v lastno mrežo. Če bomo kakšen pozitiv nauk zvlekli iz tega, pa bo tudi koristno. Mi vam želimo vso srečo. Hvala lepa. Hvala ti. Oskar Drobne, čestitke, velika zmaga vašega moštva tule v Radomljah. Pomembne 3 točke, kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo imeli to, kar smo pred tekmo rekli, da smo imeli dober blok, dobro postavitev, hitri smo bili, agresivni smo bili in iz tega smo poentirali, res je, da smo poentirali v pravih trenutkih tekme. Da so nam danes bile zvezde usvojene in da so šle te stvari na našo stran, ko ponavadi do zdaj prvenstvo niso šle, ampak vseeno treba je priznati, da je treba res danes pohvaliti naše fante za pristop in to je vodilo seveda. Je bila to za vas najlepša in najboljša zmaga v tej sezoni? Pa, gledajte, sigurno je lepa zmaga za tega, ker je bila prepotrebna. Drugače pa smo bili mi zdaj zelo blizu, ne? Tudi zadnje 2 tekme že zelo blizu, pa smo po nekih bedarijah tekme zgubljali. Ampak ja, zopet smo pokazali nek karakter, ko je bilo težko, ko smo bili v zaostanku, smo zopet s to zmago se nekako malo priključili, prekinali ta črni niz in sami se predvsem, no, ne drugim. Mislim, ne rabimo dokazovati javnosti, mi se moramo sami sebi dokazovati in to smo danes dokazali, tako da gremo z dvignjeno glavo naprej. Ja, govorili ste o teh nekaterih neumnostih, ki naj bi vaši fantje počeli na preteklih tekmah. Tudi danes, ko ste vodili s 3-0, ste ves čas zahtevali osredotočenost, zbranost v obrambi in prejeti gol v zaključku vas je kar pošteno razjezil, kajti nenazadnje ste si verjetno tudi zaželeli ohraniti čisto mrežo. Normalno. Prejeti zadetek je zopet plod neumnosti v zadnji liniji in ja, zdaj zopet analiza, zopet pogovor, zopet situacija. Sreča samo to, da ta gol ni bil usoden, kot na prejšnjih tekmah, da smo si do takrat že nabrali dosti veliko zalogo in ja, super, čestitke fantom, gremo dalje. Samo še za konec, je morda tako prepotrebna zmaga prišla ravno v napačnem trenutku, ker je reprezentančni odmor in da bi lahko gradili na tem pozitivnem rezultatu, ali bo tudi odmor vseeno prišel prav kljub zmagi? Jaz mislim, da je prišel v pravem trenutku, zato ker kljub pauzi, ki bo zdaj kratka, zato ker imamo čez 10 dni že pokal, bomo imeli ogromno dela in vesel sem pauze. Tudi okrepili smo se v trenerskem štabu, zato je prepotrebnih teh 10 dni, da bomo še na nekih segmentih podelali in se pripravili pač za finiš jesenskega dela. Hvala in srečno v finišu jesenskega dela. Hvala lepa. Uroš, kar težak poraz za prežvečiti na domači Zelenici, ki je na nek način tudi končal zelo uspešen niz, ki ste ga gradili v zadnjem obdobju. Kako bi vi na hitro poanalizirali dogajanje danes na Zelenici?
Ja, seveda se strinjam, da je zelo boleč poraz. Nekako boli tudi to, da se nismo držali tega, kar smo se v garderobi dogovorili. Zelo slabo odigrali prvi počas, nismo bili konkretni. Rogaška je, če se prav spomnim, mislim, da izkoristila vsako šanso. Mi nažalost ne. Povsem zaslužena zmaga Rogaške, naša tekma čim prej za pozabo. Pa bi morda, če bi dosegli prej gol za priključek, če tudi ko je Rogaška vodila s 3:0, ste bi še verjeli morda vsaj, da lahko osvojite točko? Vsekakor, jaz mislim, da ta situacija v 77 minuti od Krolota, če bi takrat zadeli, bi se stvar drugače razvila, ampak zdaj nažalost se ni. Jaz mislim, da tudi skozi celo tekmo smo pokazali premalo. Zdaj moramo se dobro spočiti, nekako analizirati in jaz mislim, da pozitivno gledati naprej, ker smo le v tem mesecu pa pol odigrali par zelo dobrih tekem. Ja, ravno to sem želel za konec. Večkrat ste že pokazali, da se znate kot moštvo po porazu pobrati in potem sestaviti uspešne dolge nize neporaženosti, tudi presenetiti favorizirane ekipe, torej kemija v moštvu je vseeno dobra. Ne, vsekakor, stvari štimajo, nekako smo se sestavili, če zavzamem današnjo tekmo, ampak jaz mislim, da, ko sem že rekel, moramo res pozitivno gledati naprej. Nek zelo dober obraz smo pokazali v zadnjem času, če odštejem danes, ampak mislim, da lahko zelo z optimizmom zremo prihodnost. Hvala in srečno v nadaljevanju jesenskega dela. Hvala. Iskrene čestitke na težko prigarani, ampak na koncu vendarle zanesljivi zmagi. Kako zadovoljni ste za današnjo predstavo? Nenazadnje ste tudi končali niz, uspešen niz Radomelj. Ja, najprej hvala za čestitke. Izjemno težko gostovanje, vedeli smo, kaj nas čaka. Radomelj je zelo igralna ekipa. Mi smo se dobro pripravili, dobro smo stali, izkoristili te svoje priložnosti in na koncu malo čez živčnosti s 7 avtogolom, ampak mislim, da smo nazaredovali celotno tekmo. Ja, tudi sami ste dodali kamenček v ta mozaik zmagi s 3. prekrasnim golom. Kako zadovoljni ste s tem? Ja, seveda, zelo sem zadovoljen. Imel sem dosti situacij že v tej sezoni, pa ni šlo gol. Sedaj se mi je poklopilo, ampak najpomembneje je to, da smo danes osvojili 3 točke. Morda še za konec, čeprav ste vodili s 3:0, je vas trener ves čas zahteval intenziteto, osredotočenost v obrambi in bil kar precej jezen, ker ste prejeli ta gol, kajti tudi na nek način ohranjena čista mreža je pomembna. Absolutno, tudi za mene in za branilce in golmane posebej to. Ko vodiš 3:0, je prvi cilj, da ne prejmeš zadetka v zadnjih minutah. Žal se je tako zgodilo, ampak konec koncev zmagali smo in to je edino, kar šteje. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala.